Nekega dne se pogovarjamo s sinom in partnerko in na lepem izvem, da bom babica. Od sreče sem skoraj do neba poskočila. Istočasno pa sem se zaskrbljena zamislila nad jezikom, ki sem ga poslušala, nad jezikom, ki ga danes govori večina ljudi na naših tleh, predvsem mladih. In ta jezik poslušajo otroci, ki se danes rojevajo. Zametke take današnje pogovorne slovenščine smo našim potomcem več ali manj nezavedno predali mi, ki smo danes starši, stari starši. Namesto, da bi karkoli rekla, sem se ugriznila za jezik in odločila, da je vsaj besedica ful moja preteklost. In tako se je zgodilo. 5 let ne uporabljam besedice ful, razen kadar o njej govorim. Prvi sem skušala omenjeno besedico izvreči iz svoje vsakdanje govorice že kakih 20 let nazaj. Vztrajala sem 2 leti in popustila. Kako so nam jo vsilili, ne vem. Vem le, da smo v času moje generacije srednjega šolanja najprej začeli uporabljati ful, pa potem cool in veliko kasneje fancy in cute in druge besede, ki so jim sledile do danes. Ni bilo dovolj ponemčevanje, ni bila dovolj latinizacija. Danes smo na vlaku, ki drvi v prepad. Predvsem pa z besedico ful nadomeščamo besedno zvezo zelo dobro. Poznamo to, kaj ne? Opažamo, da s tem, ko uporabljamo besedno zvezo, na primer ful dober, izgubljamo mnogo slovenskih pridevnikov, kot so na primer močen, čudovit, imeniten, krasen, plemenit in še mnogo drugih. Naš namen je pomagati prebuditi zavedanje, spoštovanje do lastnega jezika. V podporo pobudi v letošnjem letu 2025 z našim zavodom Rodna zemlja organiziramo pogovorne izobraževalne oddaje z raziskovalci našega jezika in korenin. Hvaležni smo jim za sodelovanje. Posnetke naših pogovornih izobraževalnih oddaj si je moč ogledati na našem spletnem mestu rodnazemlja.eu in na uradnem kanalu spletnega mesta YouTube. Izhajajo enkrat tedensko ob nedeljah zvečer. Povabljeni k sledenju, ogledu in tudi širjenju oddaj ter tudi k sodelovanju z nami. Hvala za ogled.